mogoče 3-4 km pred ciljem. No. Tudi nisem vedela, da sem prva med Slovenkami. In je v bistvu en gospod, navijač ob cesti, no, ki tam vzdušje je tako noro na Ljubljancu, mi je zaupil v bistvu eno rožico podal, pa rekel, naj pohitim, da sem prva med Slovenkami. In tisto sem pol dobila še malo dodaten pospešek. Tako. Barbara, živjo, dobrodošla v podcastu Zagret za tek. Živjo. Živjo, hvala, da si se odzvala v Bilu. Res sem vesel, da sva se tako hitro zmenila. Veselim se zdajle urice pogovora z eno najboljših gorskih tekačic v zadnjih let. Povej mi, kako si, nisem šel gledati tvoje strave za nalaščne, zato mi povej, a si danes že tekla? Ne, danes nisem tekla. Sem pa imela že trening, ampak ni bil tekaški. Ni bil tekaški, zdaj si dala eno istočnico, to bo pol načela, kateri trening to je bil. Daj mi reci, nekaj smo pogrešali v lanski sezoni, poleg tekem, dan zunaj res jih je bilo malo, ampak nekaj jih je bilo, posebej gorsko-tekaških. Pogrešali smo Barbaro Trunkelj na štartu, posebej na Šmarni gori jeseni. Povej mi, si namenoma spustila sezono ali je bilo kaj drugega za tem? Ne, v bistvu imela sem poškodbo, tako da nisem tekla in nisem bila pripravljena na tekmovati, tako da sem mogla najprej poškodbo sanirati, pa naprej razmišljati, kako in kaj. Ja. Ampak poškodba je zdaj sanirana, če te prav razumem? Poškodba je sanirana, ja. V bistvu je bila poškodba kolena, je bilo več stvari, se je dogajalo noter, tako da je trajalo kar kakšen let. V bistvu 1 leto nisem tekla, skoraj. 1 leto nisi tekla, noro. Ja, sem bila bolj na kolesu, pa druge stvari. Ampak nad tekom najbrž nisi obupala, se vračaš? Ne, nisem, skoraj vmes. Parkrat, ko greš probat, pa te boli, pa pol še malo počakaš, pa še kar boli, tako da sem najdla fajn fizioterapeuta, ki sva pol na srečo to zrihtala. Tako da nisem obupala, evo, tečem zdaj spet. Bolj počas. Recimo temu malo bolj previdno in malo z rezervo. Spoštovani in spoštovane, danes je z mano Barbara Trunkelj. Rekla je pravkar, da teče bolj počas. Če boste odprli njeno stravo, boste videli njen 15-kilometrski klasični krog. No, v bistvu ni krog, ampak tak zanimiv vzorec si tam nariše. Jaz sem rekel, bom pa pogledal ta tempo, če teče že bolj počas, naklepa tam nekih 300 višincev, če se ne motim. In tempo je v klanec ali pa s klanca dol povsod pod 34 za kilometer. Tako da boste zdaj vedeli, ko bova danes govorila o tempu bolj počas, je to 34. Ko bova govorila, ne imate hecam za prebitje ledu, bova o tem tvojem treningu malo kasneje še več povedala. Zdaj le pa, če dovoliš, draga Barbara, da začnemo tole epizodo, kot se spodobi, da občestvu tam zunaj predstaviva Barbaro Trunkelj malo bolj celovito in z tega napeljeva debato. Spoštovani in cenjene, v 37. epizodi podcasta Zagret za tek je z mano odlična slovenska tekačica, študentka arhitekture in tudi vsestranska športnica, slovenska reprezentantka v gorskem maratonu je našo državo že zastopala v na evropskem in svetovnem prvenstvu, nastopala je tudi v popularni skyrunning seriji po celi Evropi. 2-kratna zmagovalka teka Red Bull 400 na planiško velikanko, 3-kratna dobitnica maratonske preizkušnje na 100 mil Istre, najboljša Slovenka v teku na Šmarno goro 2-krat zapored in najboljša slovenska gorska tekačica sezone 2018. Da ji gre od nog tudi cestni maraton, je tisto leto dokazala v Ljubljani, kjer je bila najboljša Slovenka, leto zatem pa v državnem prvenstvu v cestnem maratonu druga. S prijateljem Urošem Kožarjem in Luko Hrenom se je pred 3 leti podala iz Ljubljane na Triglav in razdaljo 120 km zmogla v manj kot 24 urah.
28-letnica je izjemen talent v vseh tekaških disciplinah in njen čas v teku bržkone šele prihaja. Draga Barbara, tole sem na hitro zbral skupaj, dopolnjuje, gotovo sem kaj falil ali pa kaj pozabil. Mislim, da si kar povedal, kar vse, večina. No. Ne bi nič popravljala. Ne bi nič dopolnila, popravila. Mogoče bo sproti še kaj našla, ampak zaenkrat ne. Mislim, da je to. Glede na to, da tole ni bil kratek uvod, ko so se pogovarjala in se dogovarjala za tole snemanje, si rekla, jaz pa nimam toliko zanimivega povedati o teku kot kdo drug, ampak potem sem šel majčkeno raziskovati pa brskati, no, kot si videla, pa kot ste slišali in videli, dragi poslušalci in gledalke, Barbara Trunkl je še kako zanimiva. Vprašanj imam tukaj cel kup, ampak dajva čist na začetek. Pred tem snemanjem sem se pogovarjala tudi o mojih otrokih, ki so pač na elektronskih napravah zdajle, da dajo mir. V tvojih, rekel, mlajših časih ni bilo teh elektronskih naprav toliko. Si bila že v mladih letih v osnovni šoli kar talentirana tekačica, ampak tega nisi nikoli jemala v obzir, da bi dejansko trenirala atletiko. Ja, tako res je. V bistvu že na teh kakšnih šolskih krosih, ki so bili, mi je šlo dobro. Pa sem se tudi zmeraj rada udeležila teh tekmovanj, ampak v bistvu kaj več, da bi pa pol kakšno atletko, tako kot sem jih kdaj nekdo omenil, če bi mogoče še to probala, da bi pač začela trenirati, pa nisem, me to ni glih zanimalo. Sem v bistvu sama si tako čas organizirala, pa v bistvu, ko sem imela čas, sem šla teč in tako. Nisem hotela, da v bistvu imam nek urnik, kdaj bom trenirala, v bistvu po občutku in tako. Ko sem hotela, sem šla. Ampak hodila si pa tudi v hribe, najbrž družinsko, ne lih po lastni želji ali pač klasično najbrž, starši ste tudi v hribe. Tako je, v bistvu moja mama nas je kar recimo v petek, smo šli vsi skupaj v hribe, mislim, nas je v bistvu z bratom sva se velikrat upirala, ampak to je ni zanimalo, tako da smo šli družinsko, za cel vikend ponovadi. Takole konec avgusta, pa september, začetku ponovadi, takole kar par vikendov smo preživeli v hribih, v gorah, tako zmer drugje. Smo si take ture zbirali, da smo prespali ali pa šli en dan, pa pol še naslednji dan, tako kakor v bistvu mi smo iz Dolenjske in v bistvu moraš nekako že vnaprej si malo organizirati, kam bo šel. Ampak, ko si nekje v enem truju dejala, vseeno te potem v najstniških letih tudi hribolazenje pa ta zanos minil in si ljubezen do hribov potem odkrila šele kako desetletje kasneje. To te sprašujem namreč zaradi tega, ker jaz imam tudi doma najstniško hčerko, ki se mi vedno bolj upira, ko jo hočem spraviti kam v hribe s sabo, pa hočem to upiranje še majčkeno odložiti, ampak boš rekla, da je pač to en neobhoden korak v odraščanju, rekel, tudi mladega dekleta, da pač se potem oddali od teh, rekel, otroških praks, pa jih potem najde na drug način, ko odraste. Ja, v bistvu, pri meni, v bistvu najstniška leta nisem hodila v hribe, sem pa vsem tekla, je bilo tako, skupaj imela, v bistvu šport me je že od nekdaj spremljal, s tem, da ko sem bila mlajša, takrat, ko smo z družino hodili v hribe, to so bila stara, ne vem, od 5 let naprej, 3 leta sem bila že na Krederci, tako da bom izhodila, ja, imam še knjižico in tako potrdilo in vse, tako da to so bila res otroška leta, pa ko sem bila najstnica, tam srednja šola, osnovna že, sem v bistvu jaz že tekla, In kaj povem, mogoče to res od otroštva mi je ostal nek ta ljubezen do narave, bom tako rekla, Ja, je pa tako, da pri najstnikih, mislim, kakor pravijo, imajo neko obdobje tisti, ki se malo upirajo in saj jaz sem imela pa druge muhe, tako da mogoče, da to mine in pa se spet
drugače. Potem spet na drug način vrne. Ja. Na drug način vrne, ja, tako mogoče. No, veliko pač tekla si praviš, veliko nisi nastopala. Jaz sem najdel tam en rezultat Ljubljanskega maratona, mislim, da 2008, ko si bila potem dolgo nič. Kaj te je pravzaprav, sred 20-ih potegnilo v tek, bolje rečeno v trail? No? Prva tvoja resna zabeležka je na Hrvaškem, na Valamar trailu, leto kasneje na 100 milistre, pa že kar maratonska razdalja. Kaj te je potem povleklo v to? Si bila res dobro pripravljena, so te prijatelji povabili, organizator morda zvabil kaj takega? Ja, prvi ta trail tek, Valamar, je me prijateljica Špela. V bistvu tudi njen prvi tek je bil to, sta pa njena starša že prej oba navdušena tekača in me je prepričala in smo šli skupaj tja. No? In ja, tam jaz do takrat sem normalno pač tekla in v bistvu nisem si niti predstavljala, koliko časa bom rabila za to razdaljo. To je bilo 21 kilometrov, pa ne vem, neke viščine. In v bistvu, ko smo štartali, sem pač tekla svoj tempo in pa nekako sem bila skozi med fanti in niti nisem vedela, ali je še kakšna punca spredaj, ali sem sama, tudi te proge. Jaz nisem bila takrat vajena, ker greš malo po trail teku, v bistvu imaš zelo malo asfalta, če je, drugače pa makadam, pa te gozdne poti. In v bistvu to je za stavcem označen in sem se tudi zgubila, seveda normalno, ne, ker pač zgubiš fokus in greš malo po svoje in pol zmanjka za stavc in greš nazaj. Vem, da sem takrat še nekaj fantov za sabo pelala, tako da so bili mali jezni, ampak se je v redu išlo. Ja, en je prav tako za mano vpil, daj Barbara, zber se. Sem rekla, pet naprej. Pa bo, ne? Oziroma ne za mano. Tako, evo. No in potem, po tisti zmagi na Valamarju, potem pa, manj kot pol leta se pojaviš na 100 milistre na 42-kilometrski razdalji. In si v cilju absolutno peta, če se ne motim, s fantastičnim časom, 3 ure 42. Jaz sem to hotel dati v perspektivo. Jaz sem svoj prvi cestni maraton, pa nisem bil slabo pripravljen v teku, 3 ure 42. Ti si ga pa po hribih tistih višincev, ni bilo tako malo na tistem maratonu najbrž, ne več kot Jurija, ali vse ne vem, spomnim. Tam nekje, ja. No in takrat se je pa že pokazal pač nek tvoj potencial v tem gorskem maratonu najbrž, ne? Zdaj pa na taki prestižni dirki, vsaj v trail svetu 100 milistre, 42 kilometrov zmagati, biti med top 5 vseh, v cilju, to pa je že kar nekaj. Ko si se pa po tistem takrat, ko je pa tisti spadal, tisti projekt? Podobno kot ta Valamar, tudi nisem vedela, ko sem tekla, niti ko sem bila na štartu, nisem imela nobenega v glavi, nobenega cilja, pač predstave, kako bi lahko jaz to tekla, ker v bistvu prej, da bi šla jaz probati, recimo, ko pravi, pet enkrat probati, če sploh zdržiš, ne, sem šla tam do 30 kilometrov, take razdalje pa še ne. In je bilo v bistvu na koncu kar presenečenje spet, ko sem zmagala. Vem pa, da me je takrat ena Francozinja lovila, tako da na koncu smo se je bilo malo na knap, v tisti ravni proti Umagu. No? Na koncu ima že 10 kilometrov ravnine, tako po travnikih. In že slišaš zvok tam, ker ta napovedovalc govori, že to vse slišaš, ampak v bistvu kar še traja tista ravnina, da prideš v cilj. Te še to bolj izčrpa, se mi zdi tako. Pa vidiš morje tam iz zadnjega vzpona in tako, ja, ne mine ravnina. Bravo, ampak prvič prideš na 42 in lahko zmagaš, noro. Tako, ja. Se ti zato priljubila ta dirka toliko zelo, ker si tam zmagala, ker je res lepo, da si se potem leto in zatem spet vrnila, pa leto zatem spet, pa pobirala te zmage po tekočem tragu?
Ja, v bistvu smo bili skupina, spet smo šli s to prijateljico Špelo in mislim, da sta bila takrat že Luka, pa ne vem, če ta prvi let, ampak drugi let pa mislim, da tudi Luka in Uroš, sta šla takrat, mislim, da na Stotko. In ja, pa smo se kar vračali, ne vem, nekako prva, to je bila otvoritev sezone, bi temu rekla, ta tekma. Tako da sem pol vsak let šla, mislim vsak let, pol še 2 leti zatem. Tako da... En let je bil celo drugi štart, so nas peljali z avtobusi, tako da ja, se je malo spremenila trasa, kar je tudi fajn. No, kakšen, zdaj marsikdo, ki je dol tekel že ali stotke ali krajše razdalje, mi pravi, da je dol kar zahteven teren, da je veliko tistih kamnitih predelov, ker isto kamenje, po katerem težko laufaš počas ali hitro. Kako se je pa tebi zdel ta teren dol po Istri? Mogoče te daljše razdalje, stotke. Ta naš del 42 je bil kar tekaški, jaz nisem nikjer, nisem izdelal, da bi mi bilo kaj težavno ali pa tehnično zahtevno. Nisem, je bilo kar vse lepo tekaško, si pravim, malo asfalta, zelo malo, drugače pa večina take makadamske potke, ali pa utrjene potke tako po travi ali pa po gozdu. Nič posebenega, no? Ta mi je bila taka lepa tekaška. Tako, jaz sem najbolj vajena na to, ker imam doma tak teren, večinoma tukaj za hišo in nič preveč zahtevnega, tako bom rekla. Prav, celo tekaš. No zdaj bo mogoče še jaz dal kljukco tle zraven, pa šel enkrat to pogledati, ker zdaj so me bolj ne strašili, ampak to večinoma stotkarji, imaš prav, stotkarji so bili tisti, ki so govorili grozljivke v tej trasi, pa o tem, da tam najlažje priješ čez gojzerji, ampak z gojzerji pa ne moreš laufati, tako da klinc pola, ne? Nič ne bo z tega. Ja, 42 je čist fajn. Zdaj 42 je tudi čist fajn. Ni tehnično zahtevno, bova tako rekla. Bova tako rekla, no, sej tehnično zahtevno, narabo zmer biti, da je tehnično zahtevno, to je res. No in jaz sem pa prvič nate postal pozoren tisto leto jeseni, vem, da si še tekla vmes, ampak tisto leto jeseni, mislim, da smo se takrat, a že par let prej, ampak nikoli nismo imeli jajec menili, da bi šli štafetno na Red Bull 400 planico. Ko gledaš tisti video, je čist drugače, gledati ta prvih 100 metrov celo poravnam, ampak ko si enkrat pod velikanko, kar smo šli pol tako malo pogledati zdaj, pa tu ni bilo več ravno, ampak je bilo kot na gliho gor, skoraj bi rabo že lojtro, pa nikoli se nismo za to odločili. No, ti si šla tja 2017 prvič, če se ne motim, si bila druga, potem 2krat zapored zmaga, mislim, noro. Ti pa je, bom rekel, Sufferfest ali kako, ne? Kako, da si se odločila, da ideš tja? Kakšen izziv ti bil pa to? Ja, za to tekmo v bistvu me je pa navdušil takrat moj trener, ki sem k njemu hodila, v bistvu smo družinsko hodili, in on nas je v bistvu nekako 2krat na teden smo imeli pa njemu trening za moč pač v telovadnici in pač, da še druge mišice krepimo, tako bom rekla, ne, ni samo tekaški korak, ampak da malo popestrim treninge in v bistvu on me je navdušil nad planico, ker so šli isto s prijatelji en let prej na štafeto in je rekel, da mogoče bi pa to jaz probala, da bi mi on pomagal s pripravo na to, no. In pa so nekako 2 meseca pred planico začela mi malo bolj trenirati, malo bolj zares, tako da sva v bistvu povečala intenzivnost treningov, pa nekako probala glavo pripraviti na tak napor. Šla sva tudi 2krat, 3krat mogoče tudi tja trenirati planico. In ja, v bistvu 2 meseca je bilo kar treningi, no, kar zanimivo. Zame nekaj novega, ker prej nisem nikoli se pripravila v bistvu na tekmo, sem kar šla. No, ta planica je pa bila vseeno malo drugače. Bolj specifični trening, tako.
No, ker sem se zmeraj sprašal, kako se pa pripraviš na teh, rekel, 400 metrov vertikalno navzgor, skoraj po terenu, kjer praktično še hodiš težko, kaj še tečeš. Ja. No, jaz se spomnim ene fotke, ko sem zdaj pregledoval material. Mislim, da si bila, ali je bilo to 2. 3. leto, glavno bila si že na tej odskočni mizi, to je bilo še zadnjih, mislim, da 50-70 metrov. Gledaš gor proti cilju in se smehljaš. In sem jaz rekel, kaj za vraga? Ne? Jaz si predstavljam, če bi prišel že do tiste mize živ, bi bil tam, rekel, na pol mrtev, pobruhan, slinast, pa vse prej kot smehljajoč, ampak tista fotka ni šla z glave, ti se pa gledaš gor, pa se smehljaš. A ti je res ta dirka tako pisana, že ti bo res tako všeč, ali je bil to pač nasmešek zato, ker cilj vidiš? To je bil fake nasmeh. Nekje sem se... Kaj pa vem, mislim, da so tam naši stali in v bistvu, ko sem jih videla, da navijajo, se mi zdi, sem je pol kar nasmeh pokazal, drugače pa vse prej kot to, no, da bi karkoli mi bilo ali lahko, ali da bi tisti trenutek uživala, no, je sploh tam mizak, tam pred mizo, no, ko se začne ti zadnji vzpon, je v bistvu tak, sem majčkeno zravnana, no, in tam nekako sem poskušala malo poteči, no, ampak tiste pol še dodatno te pol utrudi, tako da je pol, ko se malo upreš tam na mizi, mislim, upreš z rokam, si pomagaš, ti to tudi pomaga. No. Vse tehnike probavaš, no. Kaj bi ti pomagali, da malo noge razbremeniš, no, na teh. Tako da tam je fajn, ker se ob stran primeš še z rokami in si pomagaš. V bistvu na nek način plezaš, no, gor. Tako, ja. No, na dirki moraš pa kar dvakrat, saj na kucelj moraš dvakrat zlesti. Najprej so kvalifikacije, če se ne motim, glavna dirka je potem do konca. So kar do vrha, obakrat. Aha, so dvakrat do vrha, to se... Včasih je bilo tako, ampak 3-krat, ko sem šla jaz, je bilo vedno do vrha. Ja. Zdaj pa, kako se pa taktično zdaj to pripraviti na dvakrat ta matranje? Ok, prvič najbrž ne moreš iti na polno, ampak preveč parati se pa tudi ne smeš, zato da konkurentkam ne pokažeš preveč šibkosti, pa da mogoče celo ne izpadeš, po drugi strani pa rabaš še nekaj moči za drugi vzpon, ker to te sigurno izčrpa, ko greš prvič. Ja, točno to. Sej jaz sem prvi let, ko sem šla, so vsi rekli, zakaj sem šla na polno, ne. V bistvu tako je bilo, no. Tako se je spomnim. Mislim, da prvi let smo šli sem enkrat, ker je bil dež je padal in je bilo sem enkrat. Zdaj drugi let je bilo pa tako, da je bilo pa dvakrat, točno, ja. Je bilo pa dvakrat in sem prvič šla itak na polno, ne. In ja, tako kot si rekel, v bistvu pol drugič malo trpiš, no, mislim, trpiš v vsakem primeru, ampak mogoče je res fajn, da malo prešparaš energijo in moči za pol končno. Toliko moraš gledati, da prideš naprej, no, v finale, ampak niti treba iti pa na polno, no. Tako da pol zadnji let, tretji let sem že vedela, kako in kaj. Tako. Da si greš malo z rezervo, tako. No, zdaj glede na to, da si dvakrat zaporedna zmagovalka, lanskega leta kot padal, na tebe ni bilo na sceni, letos septembra, menda se dirka vrača, boš na štartu tudi letos? Joj, rečemo tako, si želim, no. Bom pa videla. Nimam nekih planov še za letos, se pravim. Tale let, ko sem imela malo pauzo, se mi zdi, sem kar malo ven iz tega, tako da bom počasi postopoma, mogoče prej še na kakšno drugo tekmo, pa vidim, kako bo in časovno in vse skupaj. In upajmo, da brez poškodb letos. No, se mi tudi držimo pesti, ja, seveda, ne, škoda bi bilo tekačice, kot je Barbara Trunkelj, da jo na sceni ne bi več videli, posebej zaradi rezultatov, kot si jih imela, no, sej čistko za ilustracijo, za poslušalstvo in gledalstvo tam zunaj, če najboljši fantje na planiško velikanko potrebujejo 5 minut,
je Barbara Trunkelj zmagovala s časi tam okrog 6,5, če se ne motim. Tako je, 6,24 je bilo. 6,24, no. To je, mislim, da tudi ni bilo veliko fantov, ki so bili pred tabo še vseeno, ne. Poznam jih bistveno več, ki so bili za tabo, no, tako da to je res impresiven dosežek. In če nadaljuje od tam, no, od te planice, tvoja zvezda je pravzaprav pa res ušla sezono kasneje, 2018, takrat smo pa že vsi vedeli zate, bila si reprezentantka, mislim, da na evropskem in na svetovnem, če se ne motim. Tako je. Tako, bila si najboljša Slovenka na Šmarno goro, mislim, da si bila celo 5. med ženskami, tam je res mednarodna konkurenca, to je pač, ne vem, finale svetovnega pokala, če se ne motim. Tako je, ja. Kaj pa je bilo kaj se je tisto sezono zgodilo? Si res se zdaj pa res usmerila v trening, si pojačala trening, si začela zbirati tekme in tako naprej? Ali bo to naravni pač organski razvoj tebe kot tekačice? Bolj to drugo, no. S treningi se nisem nikoli preveč ukvarjala. Nisem kaj dosti spreminjala, no. Jaz sem še naprej, tako kot sem do zdaj trenirala. Mogoče takrat, ko je bilo več tekem, sem celo majčkeno zmanjšala količino treningov. Je bilo pa mogoče tudi to problem, ker sem imela preveč tekem. Aha. Tisto leto in pa mogoče tudi naslednje, tako da bi mogla tekme bolj premišljeno zbirati, ne pa iti kar na vsako, tako se mi je zdelo, da nisem hotela nič zamuditi, da kamor so me povabili, jaz sem tekla. Tako da mogoče to, ja, da bi mogla bolj premišljeno zbirati tekme in tudi pol pripraviti se na določeno tekmo, ker niso vse tekme, ni razdalje so različne, teren in tako naprej, v bistvu moraš tudi treninge temu prilagoditi, no. Sam jaz nič od tega nisem glih zgled v temu. No, ampak prej si omenila, da si imela trenerja, oziroma da imaš trenerja, vsaj delno, tudi za, se pravim, rekel, tehnični tekaški del, za vse skupaj, ali se prvenstveno, ne vem, te treninge kreiraš in oblikuješ sama? Tako, ja. Tekaškega trenerja nisem imela. On je bil v bistvu samo za moč, stabilizacijo, raztezne vaje in tako. V bistvu on mi je tudi povedal glede regeneracije veliko, me je naučil, no. Kar tudi nisem vse upoštevala, tako da treninge sem si tekaške sama, no. Čisto po občutku, veliko ne. No, ko si se enkrat prebila v reprezentanco, kako so ti pa tam? So ti tam predlagali morda, da bi bilo pametno mogoče delati s kakšnim trenerjem, po kakšnem programu, ali pač tam pač niste tako usmerjeno delovali? Ste imeli mogoče kakšne priprave ali je to bilo v bistvu bolj projekt za velika tekmovanja? Tako, ja, priprave smo imeli, 2-krat na let, mogoče tudi 3-krat, no 2-krat vem, da smo imeli. V bistvu trener je bil takrat z nami, no, ampak da bi imela pa prav svojega trenerja, da bi mi karkoli ponudili, pa mislim, da ne, no. Smo bili bolj sami se prepuščeni, tako da ja, na teh pripravah pa smo veliko izvedli in tudi so bile kar intenzivne, tako da ja, pred sezono smo šli to v Gorico in da enkrat. No, v bistvu zanimivo. Zdaj, je tvoje mnenje, da bi, če bi imela nekega tekaškega trenerja ves čas, ne, bi te on malo bremzal, kar se tiče pač nastopanja na dirkah in te malo bolj usmerjal, ne vem, za vsako tekmo posebej kakšen specifičen trening, ali se ti zdi, da pač je to, kar si počenjala, zadostovalo za dosežke, ki si jih potem na koncu beležila? Ja, jaz tako rečem, mislim, fajn bi bilo imeti trenerja glih zaradi tega, da te zna usmeriti in zna nauči, kdaj potrebuješ regeneracijo, kdaj povečaš količino treningov, zmanjšaš. To mislim, da je fajn.
In tudi glede tekem bi mi znal svetovati, ker če že ne tisti let, sem pa pol drug let prišla do tega, pač, da sem zaradi preveč tekem, preobremenitve, dobila to poškodbo tudi. No. In jaz mislim, če bi bolj pametno k temu pristopila, mogoče ne prišlo do tega. No. Tako. Jaz mislim, da je fajn trenerja. No. Evo, tako. No, to sem te vprašal ravno zaradi tega, ker si bila res, rekel, v špici slovenskega, predvsem gorskega teka, tudi nasploh, si trenirala sama, tudi za moče informacijo, rekel, prihajajočim tekačicam tam zunaj, ki se morda še lovijo, pa tuhtajo, kaj bi bilo boljše. Na takem nivoju najbrž je pametno, da imaš še koga, ki ti zna vsaj svetovati. Pravilen tekaški korak je seveda zelo pomemben in vse skupno pol za sabo potegne. Tako da to, svetujem mladim puncam, če se odločajo, da imajo, da si probajo najti kakšno pomoč, tako, s trenerji. Tako. Super, odlično. No, po sezoni 2018 so že imela, res je bila odlična zate, je bilo, bom rekel, naziv najboljše gorske tekačice leta presenečenje zate ali na en način pričakovano? Kaj pa, mislim, med sezono itak nisem o tem razmišljala. V bistvu presenečenje. Saj takrat nas je bilo kar nekaj punc, no, ko smo na te tekme kar skupaj tekmovale in tako da. Pa sem bila, mislim, mi je veliko pomenil ta naziv in tudi malo presenečena, no, bom tako rekla. Tako da sem bila vesela, no, tega priznanja. No, čestitke še za nazaj. V obrazložitvi nagrade je bilo zapisano tudi to, bila je najboljša Slovenka na Ljubljanskem maratonu tistega leta. Mislim, da si v intervjuju za Siol predtem rekla, ali kasneje, no, to ne vem, da si hotela iti pa laufati pod 3 ure maraton, če gre, na konci ga odlaufala 2:50, zmanjkalo ti je tistih 11 sekund za pod to mejo. Mislim, da si se uvrstila gladko med top 10 najhitrejših slovenskih maratonk vseh časov. To pa je zdaj dosežek tudi v cestnem teku, kako pa zdaj pride gorska tekačica in pomete s konkurenco na cesti. Mislim, ta rezultat je prišel, vsaj kar sem prebral, kar si rekla potem, dokaj, rekel, nepričakovano. Si vedela, da si pač dobro pripravljena za vse ostale, rekel, gorske preizkušnje, ampak na cesti si pa totalno presenetila, vsaj bom rekel strokovno in tekaško javnost. V bistvu ta ljubljanski maraton nisem načrtovala do zadnjega, no. Navdušil me je, zato me je pa Aleš Žontar, s katerim sva šla prej že mogoče 3-krat na malo te daljše teke, tle po okoliških gričih, tudi ne po ravnini, ampak je bil tako tempo tek, no, za Aleša pogovorni, zame pa kar na škrge, bom temu rekla. In v bistvu on mi je rekel, mislim, on se je itak pripravljal na maraton, ki je že prej bil. Meni je pa rekel, ne grem probat, no, pa bom videla mogoče za konec sezone. No in pa sem res nekje 10 dni pred maratonom začela iskati štartnino, je seveda ni bilo več, tako da pol sem nekako uspela dobiti, no, smo zrihtali in sem stala na štartu z Urošem in sem rekla, da bo skupaj tekla in Uroš pravi, bova, dokler bo šlo, pa ne več, ne, vsak ima svoj tempo. Tako da je kar šlo, no, evo. Koliko časa je zdržal? Da ne smem tega govoriti, kako bo. Ede mi je vrnil drug let, pol mi je on vrnil drug let, ker sem pa jaz trpela, tako da vse se vrne. So pa kar mislim, da je šlo tam do čez 30 kilometrov je šlo, sva šla kar skupaj, no. Pa so ga pa malo krči.
izdelali. Ampak ni bila taka velika razlika. Tako. Sva se pol v cilju še slikala in tako, da ga nisem predolgo čakala. Me pa naslednjo leto on. Evo. No, naslednjo leto si mu mogla že pol pustiti, da moški ego ni bil preveč prizadet. Jaz se že predstavljam. Tako je, da se še pogovarjal z mano. Je bilo pa tisto let tako, da v bistvu mogoče 3-4 km pred ciljem, no, tudi nisem vedela, da sem prva med Slovenkami. In je v bistvu en gospod, navijač ob cesti, no, ki tam vzdušje je tako noro na Ljubljancu, mi je zaupil v bistvu eno rožico podal, pa rekel, naj pohitim, da sem prva med Slovenkami. In tisto sem pol dobila še malo dodaten pospešek. Tako. 2,50 je pa že rezultat, pri katerem marsikakšno, bom rekel, se uho se ne špiči, posebej pri ženskah. Po 2,50 je teklo zelo malo, mislim, da 8 Slovenk, od gorskih tekačic mi pride, ne mislim, samo Lucija Krkoč. Ti je kdo po tem rezultatu pa potem, bom rekel, dejal, joj, Barbara, tole je bilo pa zdaj nekaj posebenega. Kaj pa, če bi ti prišla trenirati recimo maraton pa cestni tek, ker s prvim, rekel, takrat si bila stara, okrog 25, 14, 15 let, prideš na maraton, tečeš 4 minute za kilometer, joj, to je pa mogoče biser, ki bi ga pa na cesti veljalo še izpiliti. Ja, ali ne, ali pač ni bilo takih ponudb? Je bila ponudba, no. Ena je prišla, tako da kar hiter po maratonu. In v bistvu smo tudi imeli skupaj sestanek, ampak nekako po premisleku sem se odločila, da se ne moramo vseeno odpovedati goram, da mi je to vseeno ljubše. Tako da se nisem odločila za cesto. Da bi pa kombinirala oboje, je pa tudi ta trener rekel, da je to težko, no. Vsaj ta čas, ko bi se pripravljala na maraton. Ne, tako da se nisem pol odločila. Sem ostala v gorskem teku in trail teku. Ampak na Ljubljano se pa še vseeno vračaš, kljub temu vsaj enkrat na leto? Ja, sem šla pol naslednji let tudi še enkrat izboljšati rezultat, ampak ga nisem, je bilo še slabš. No, to je bilo tudi moja zadnja tekma. Imela sem v planu tisti letič na svetovno v gorskih tekih v Argentino, ampak je bila poškodba že tako huda, da sem komaj hodila, kaj šele, da bi tekla. Nastopala? Ja, nastopala, tako da spomini so tako malo slabi na ta ljubljanski maraton, ampak ja, bom delala na tem, da grem še sprobati. No, vsekakor še nisi rekla zadnje besede, bi jaz rekel tudi na cesti ne. Kljub temu en tvojih citatov recimo je, ko so te vprašala, boš na cesti še nadaljevala s kariero, si rekla, pri gorskem teku mi najbolj všeč, da za nobenim ovinkom ne veš, kaj te čaka, na cesti konstantno držiš hitrost, pri gorskem teku pa je menjava ritma največji izziv. Še meniš tako, da je to tisti čar? Ja, še menim tako, ja, da v bistvu ta razgibanost terena in isto menjava ritma, da je to še dodaten izziv, no. Cesta oziroma ravnina je pa konstantno držiš tempo in se pol skušaš držati čim dlje ta tempo. Tako. Ni nekih konstantno je vse skupaj. Mislim, ne bom rekla, da ni naporno, glih tako je veliko napora v tem, ampak ni pa te dinamike, ki je v gorskih tekih. Tako da to na cesti malo pogrešam. No, saj si predstavljam, da danes, da bi
nekdo združeval, ne vem, vrhunsko atletiko na cesti, pa še v hribih, je zelo težko. Vem, da je bil Mitja Kosovel eden takih redkih posameznikov pri nas, tudi Lucija Krkoč, recimo, ki sta, rekel, uspešno nastopala v eni in drugi disciplini, čeprav na koncu Mitja je vendarle, ko so ga vprašali, kdaj se bo posvetil sam maraton, zmeraj rekel, da so hribi njegova prva ljubezen, in vendarle odnesel tudi naslove svetovnih prvakov v gorskem maratonu, kar verjamem, da mu veliko pomeni. Kljub temu, da pač tudi morda zaradi tega ni prišel na olimpijske igre, ampak nič ne de. Daj mi povej, ti si zdaj vsestranska tekačica, si v gorskem, si cestnem teku, si tudi trailašica, ne? Ampak pri trailu, se roče, gorski tek, za tiste zunaj, ki ne veste, ne, obstaja uradna definicija, kaj je gorski tek in kaj je trail tek. Te definicije, recimo 7, 8, 10 let nazaj sploh poznali nismo, ker trail tek pri nas ni v taki obliki ni obstajal, čeprav smo imeli, rekel, gorske maratone, pa gozdne teke in tako naprej, trail tek je kombinacija vsega. No, če gorski tek predvsem na Kreber, včasih tudi gor dol, pa je trail tek pravzaprav zelo razgiban, gor dol, levo, desno, po ravnem sem ter tja. Ponovadi višina, ja. Pa malo manj višincev, recimo, oziroma malo lepši vzponi ponovadi, tako. Imaš malo čas pogledati. Manj tehnični vzponi. Tako, ja. Tako, ja. Zdaj, v trailu si se tudi našla. Čeprav praviš, da ti ne ustrezajo morda bolj tehnični tereni, ker si treba spuščati. Da je to mogoče tvoja najbolj šibka točka pri rekel, teh dirkah tovrstnega kova. To je res, ja. V bistvu pri spustih, ja, kar neko blokado dobim in ne spustim, tako kot pravijo, in v bistvu mi pol kvadri kar fajn trpijo in to pol posledično se mi pozna naprej potek, mislim, recimo pri naslednjem sponu ali pa po ravnini, če vmes v bistvu jih čutam pol, ker jih že pri spustih kar fajn bremenim, ne, s tem, ker se ustavljam in tako, se pol to vse pozna naprej na tekmi, tako da to bi mogla še malo spiliti, no, se mi zdi. Bi mogla prav to trenirati. Da se nekako spuste, ja, da se nekako navadiš, da ta strah premagaš, no, tako. Ampak jaz pol vedno znova dobim, če imam kakšno poškodbo, pol še toliko bolj pazim in nekako ne gre. Ta blokada ostane, no, se si predstavljam. Ja. Tako da, zato so mi recimo trail teki, ki je manj tehnični spust, lepo tekaški, tam je fajn, tako, ne rabim nič paziti na kakšno skalo ali pa kaj podobnega. Tako. No, se ta ekspanzija trail teka pri nas je neverjetna, meni se zdi, da je trail tek v zadnjih letih termin, ki je nadomestil tek 20-25 let nazaj, takrat so šli vsi teč, ampak predvsem na cesto, danes gredo vsi skoraj brez izjeme na trail, tudi cestarji se grejo tja, pač glave pucati, pa razglede fotkati in tako naprej. Mislim, da smo se že veliko pogovarjali nasploh, rekel, na tekaški sceni, zakaj je trail tako popularen, zakaj pa ti misliš, no, da je trail tek dobil tak zagon, zaradi vsega naštetega, še kaj drugega zraven? Ja, pa v bistvu nek nov izziv, ne, pač vseeno ni to ravnina, ne, je premagovanje nekih višincev, pač malo preizkušanja svojih meja, tako se mi zdi, da je vseeno malo drugače, kot teč po ravnini, mislim, je drugače, absolutno, kot tek po ravnini, je tek v klanec in ta menjava ritma, tako da ja, in seveda se mi zdi narava, razgledi in se to, kar si že naštel, no. Se mi zdi, da jih to nas pritegne, tako, še dodatno. Moji rekreativni prijatelji, ki jim cesta ne ustreza, ker so tako počasni, pravijo, da je trail tek super, ker tam ni kilometrskih časov. Oziroma ti nič ne pomagajo. Tam ti 5:0, 4:0, 6:0 nič ne pomaga, ker se zmeraj lahko izgovarjaš, da je bilo pač toliko pa toliko višincev, pa tak teren, tako da, ja.
Tako je, Morda imaš še en tudi- kup izgovorov, to je res. Ja. Pa cel kup izgovorov. Ja. Tako. Zdaj, deva, preden čist prešaltava na trail tek, gorski tek v Sloveniji je cvetel v 90-ih tudi kasneje, no, čeprav se pravim, zdaj ga trail morda malo zasenči. Ena od dirk je ugasnila tik pred korono, kot da bi vedeli, da je prav, da zaključijo 20-letno zgodbo. To je tek na Grintovc. Tam si tudi bila, jaz sem samo enkrat leta nazaj tekel, če se temu tako reče, ne, bolj po pol železu, tisti klanc. Zahtevna, ena bolj zahtevnih dirk, no, v tem koncu Evrope, lahko rečemo. 2 Jurija Višincev na tistih 10 kilometrih, to se ne da dobiti prav kjerkoli. No. Kako imaš, kakšne spomine imaš pa ti na to dirko? Ja, spomini, zahtevna tekma. No. Prvo leto je bilo do vrha, to se spomnim, pa to je avgusta, je bila kar vroča tisti let. Na drug let je bilo pa sem do Kokrškega sedla. Do sedla, je bil pa dež, no, tako da smo tam zaključili. Ampak je bilo tudi tisti let naporno, tako da je vse. Ali je do vrha, ali sem do sedla, je vse naporno. No. Tako prvi del, v bistvu do tiste tovorne žičance, koliko je tiskal še kilometer, 2 mogoče. Ja, ravnine. Je tekaški del, ravnine. Tako, no, pa se pa hitro ustavi, no. Greš pa malo kombiniraš, malo hodiš, malo tečeš, malo se upiraš na kakšno skalo, loviš sapo in tako naprej. Tako, je pa lepo, zelo lepa tekma, no, pol na vrh sploh, no, ta Grintovc. Grem že tako radan izletniško ali pa za trening tja. No, na tekmi je pa še dodatno vzdušje, ker so še navijači in tako, fajn. Je pa zaključeno, no, pravi, pred korono, no, je bilo zadnjič. Tisti let, ki niso speljali do vrha, no. No, jaz verjamem, da se bo našel, bo rekel, nov krog morda mlajših entuzijastov, ki bo na en način to dirko obudil ali jo postavil na novo. Se mi zdi, da ta, rekel, kralj teh Kamniško-Savinjskih Alp po tem koncu zasluži nekaj takega. Zdaj pa, tako, ja, sej posebej, rekel, ti kot gorska tekačica, ga še sploh pogrešaš. Deva morda malo pogledati v drobovje treninga, bom rekel, vrhunske gorske tekačice. To bo zanimivo za najino občestvo tam zunaj. Si res trenirala svoje čase tudi 2-krat na dan, oziroma kako je recimo takrat, ko si se res intenzivno pripravljala, izgledal tvoj treninški teden? Ja, res je. To 2-krat na dan, od ponedeljka do petka, vikend pa kakšen daljši tek, tako je bilo. Ali pa hribi, skombinirala s hribi. Vedno zjutraj sem delala vaje za moč, popoldne ali je bilo pa tek ali pa kolo. Zdaj, tisto leto, 2019, sem 2019 sem probala tudi malo vključiti intervale, ravno pred Ljubljanskim maratonom, ampak nekako enkrat na teden sem šla na stadion oziroma neko igrišče tukaj pri nas v Ivančni Gorici, pa sem tam delala kroge, si malo označila in trenirala intervalne treninge, samo ni to, nekako se nisem našla v tem. Tako da ja, pač grem teč za vikend, kakšna daljša razdalja, tam do 20, med tednom pa te 15-ke, ta moj krogec. V bistvu ta krog je zato nastal, ker sem tekla s psičko in nekako do tam, kjer tečem, na te 3 vejce, no, do konca, se nekako vas začne in pol obrnemo in gremo v drugo smer in tako, da tečemo čim več po gozdu. Tako da ja, treningi se niso kaj dosti spremenili, tudi tistem letu, ko sem imela toliko tekem. Tako je bilo dosti podobno kot že prej. No, omenila si že, da si z Dolenjske, z Krke, z okolice Krke, tam vendarle ni visokih hribov, pa
vseeno rabiš za te tvoje podvige, oziroma si rabila tudi, bo rekel, kakšne bolj strme, zahtevnejše terene. Kje si potem to poiskala? Se pravi, v Julicih, v Kamniško-Savinjskih, kot si že omenila, kje drugje? Ja, najbližje meni je Krim drugače, tudi fajn za trening. Na Krim grem tukaj iz Iške in je nekje 800 višincev. Če imam pa dober dan, grem pa pol še na drugo stran do jezera, pa še nazaj. Tako da ta Krim je fajn, grem tudi med vikendom in pozim hodimo tja. Drugače pa ja, Kamniške ali pa Julice, tako med vikendi, kakšen dan si izberem pa grem. Vem, da sem pred Grintovcem, sem šla, tako prav vem, 1, 2, 3 vikende med poletjem pred tekmo prav sama, pa sem rekla, evo, zdaj grem probat na polno. Ampak je pol na tekmi čisto drugače, tako. Se ne da primerjati. Ja, se ne da primerjati, ja. Tako. Da bi se pa prav kaj posebej pripravljala, se pravim, je bila pa to sam planica, tako da bi res imela treninge prav za to specifične. Tako. Koliko višincev potem naredi Barbara Trunkelj v enem letu, recimo, rekel, tekaško, pohodno? Joj. To imam pa na Stravi. Poglejte na Stravo, spoštovani in cenjene. Nim ustrelila, se rajš ne upam reči. Ampak, ja, lahko povem na teden povprečno, no, zdaj, ko malo manj, je tam od 30 do 50 kilometrov, čist odvisno, pa tam do 1000 višincev nekje. Kar ni glih za gorskega tekača. Veliko, ampak ja. Veliko, ja. Ampak si pravim, zdaj je v bistvu po poškodbi. Pa tudi prej ni bilo dosti drugačno, tudi ko sem trenirala. No. Se pravim, tukaj nimamo nekih hribov. No. Se pravim, če grem za vikend na Krim ali pa v hribe, tle imamo pa bolj gričke. No. Tako da je taka lepa trail potka, trasa. Da, očitno se da natrenirati tudi na teh potkah in trasah na Dolenjskem marsikaj, ne pa zgolj samo v skali, težki skali Julicev. Prejle si imela kolo, zelo zanimivo, ne, da kolesariš tudi, človek bi rekel, nisi edina, no, med temi gorskimi tekači, jih poznam kar nekaj, ki s kolesom kombinirajo. To kolo zaradi pač veselja do kolesa, zaradi tega, ker da dodaten, poseben trening, ali zaradi česa drugega? Tudi to. Predvsem pa, da si malo popestrim treninge, da ni samo tek, pa te vaje, ampak da v bistvu prej sem veliko bila na gorcu, no, zdaj imam pa kar rajš specialko, no, tako da sploh polet grem kar rada na kolo pa vmes med tednom, da nisem tek. Tako, predvsem to. Popestritev. Ampak, če druga ne, tekmuješ vsaj na eni kolesarski dirki Goni Poni, vem, da si bila vsaj 2-krat, pa bila si tik za Lauro Šiman, če se ne motim. Ne, tik glih ne. No way. Ampak bila sem pa za njo, no. Ja, bila sem druga. Ja, bili smo, v bistvu, to je bila edina tekma, ki sem šla lani, no tekma, če lahko temu tako rečemo, to je bolj, to nas gre skupina in je fajn je vzdušje, prej se že tako malo pripravljamo, pa naštimamo, smo kaj ene maškarce in pa je kar naporno, jaz sem, vem, da sem prvič, ko sem šla, no, je gužva, štartamo tam pred Jasno, pri tem hotelu, ki je. In v bistvu moraš že tam kar malo paziti, nekaj taka gužva, da prideš v spredje pol čim prej, da potegneš naprej. In ja, pa se pa začne. Lani mi je bilo fajn, sem imela novega ponija, 1 let prej pa ni bilo tako fajn, ker nisem vedela, ko sem prišla na tisto ovinek, se začnejo te kocke po tleh in tam ne veš, ali boš preživel ta tvoj poni, ali se bo glih tam razpadel, tako je pol. Se malo še s tem ukvarjaš, pa ne veš, ali bi sedel pa vrtel, ali bi hodil, ne smeš pa teči, recimo, da rinaš pa tečeš, to ni dovoljen, lahko pa rinaš, pa hodiš, to je. Tako,
tako da pol tam mal po cesti greš cik-cak in tako vse načine probaš, da ti uspe. Ker si predstavljam, če bi pa lahko tekla ob kolesu, bi bila pa bržkone precej hitrejša, pa samo na kolesu. Ja, ti celo pot pol tekla, ja, itak. To bi bilo boljše, ja. Lažje zame. No, to pravilo, ja, še dobro, da so ga uvedli. No, Že vejo, ne? Že vejo, ja. Je prepovedan. Je sigurno ne bi gonil tam gor, raj grem rikverc, kot pa da bi tam gor gonil kolo, tako da spoštovanje vsem, ki se v to podate. V eni od prejšnjih oddaj sta bila moja gosta Uroš in Luka Kinvitalovca. Vem, da ste skupaj naredili en projekt, ki bo tudi zelo odmeven leta 2018. Ona dva sta to zgodbo že popisala, namreč predtem, ko ste parkrat skupaj nastopali v trojkah, ste se pol v trojki pojavili tudi na teku iz Ljubljane na vrh Triglava. Kako je prišlo do tega, da sta te fanta, ki sta to pač namislila na eni svojih treninških eskapad, povabila tudi tebe zraven in kako je vse skupaj izpadlo? Aha, ja, v bistvu bili smo že na trojkah skupaj in pa sta ona da prišla na idejo, da bi pač to probala iz Ljubljane na Triglav in sta mi omenila in seveda sem bila takoj za, nisem niti razmišljala, ne, kaj me vse čaka in ja, in v bistvu pa smo se odločili, da gremo skupaj in v bistvu štartali na sončni zahod, tekli 23 ur in ja, v bistvu je bilo fajn, da smo bili trije, da smo nekako en drugega malo spodbujali, ker so prišle te krize, pa seveda prej ti mine in vse skupaj. Je bila kar dogodivščina, no. Pa še malo sta popestrila, ne, da nismo šli slučajno kaj po ravnini, smo vse hribe na poti na Triglav pretekli, prehodili in tako naprej, ja. Nismo nad spustili. Kdo je najboljši bil, ali pa kdo je bil najslabši v orientaciji v tej vaši skupini? To bom bila jaz. Ja, ne, mislim, to navigacijo smo imeli sicer na uri, ampak jaz sem se delala, da vem, kam gremo, v bistvu sem še nekako skozi zanima. Še takrat, ko sta me pa naprej spustila, smo se seveda zgubili in itak ti je takrat vsak korak odveč, ne, mislim, to je pol, že tako se komaj premikaš, pol gre proti koncu. Težje je, no, pa še ugotoviš, da nisi prav, ne. Je bilo pa, no, to, ko sem šla jaz naprej, je bilo podnevno, ampak v bistvu po noč, ko smo tekli, takrat je bilo težje, no, glede orientacije in tako, je bilo kar nekaj prigod, ja, vmes. Smo kar ene parkrat mislili, da nas medved lovi, no, pa je bilo, vmes je bila voda, enkrat kakšen ptič po mojem in tako, ja. Nam ni bilo dolg čas. Super, prišli ste gor pred sončnim zahodom, pa ste stopali potem tudi do Planike, če se ne motim, in da sta te fanta komaj da prepričala, da niste se stopali še v dolino, kar v istem dnevu. V bistvu prej, ne, jaz sem imela tak plan prej, ko smo se pogovarjali pred štartom, sem nekaj, to bomo vse v enem dnevu in pol gremo dol, nobena bo nekje prespal, mi bomo v domači posli spali. To je najboljš, ne, se pol spočiješ. In me gledata in pravita, ok, bova mi dva po svoje naredila. In na srečo, no, smo prespali na Planiki. Takrat vem, da nas je spremljala pol ta zadnji del na Triglav še od Lukata Punca, pa Aljaž, tudi fotograf. Smo imeli kakšne fotke pol od njega in smo prespali in pol zjutraj je bilo še težje pol ta sestop dolino, to je bilo kar bolečine, no. Ne spomnim, kdaj sem imela nazadnje tak muskel fiber, kot takrat, no. To je bilo zame najdaljša razdalja, do zdaj. No, kljub temu si pa odtekla že marsikaj dolgega, maratonskega. Ok, v Argentino ti žal ni uspel priti, ampak si bila pa na evropskem svetovnem tle po Evropi, laufala si, ne vem, Cermatu, okrog Matterhorna, na Norveškem celo v Tromsøju. Kateri od teh podvigov ti bo mogoče najbolj všeč, ali pa kaj zanimivega je bilo na teh izkušnjah, teh pa nima vsak Slovenec? Tako, ja, v bistvu z reprezentanco sem šla na svetovno na Poljsko.
smo imeli, je bil maraton. Potem na te sky race, kot je Tromso, Cermat in pa Limone, sem pa v bistvu šla sama, no. V bistvu kot sem vključila kot dopustno počitnice, tako in sem šla pol na tekmo in prva taka daljša, no, je bil ta sky race, je bil 50-kilometrski v Cermatu. To je sem šla prvič na tako daljšo razdaljo in v bistvu, kjer mi je najlepša, to se ne morem se odločiti, recimo tam imaš Cermat, imaš skozi pogled na ta Matterhorn, na tiste ekstrem, ki sem šla zadnji let, smo tudi po ledeniku tekli, tako da res nora izkušnja. Tromso imaš te njihove razglede, imaš vsakega hribčka, tega klifa, pogled na morje in prav tisti let, ta tekma je že 6 let organizirajo in tisti let so rekli, da je bilo najlepše vreme, ko sem jaz tekmovala takrat, tako da je bilo res noro. Tako da vsake posebne, tudi v Gardi, ko sem šla na to finalno tekmo v tej seriji Sky Raceov, smo imeli pa v bistvu tisti dan malo nesrečo, so nam pol tudi štart premaknili na zjutraj, naj bi ob enih štartali popoldne, ampak smo imeli pol okoli 9, ker je bilo tukaj slabo napovedano. To greš pa res gor kar na višino in se ne upajo, niso se nas upali, ker so bile navihte napovedane in so rekli, da bo prej štart in da se pride do konca. Treba. Tudi tam je bilo lepo, no, kljub slabem vremenu. Tako da vsaka tekma posebej ima poseben čar, bom tako rekla. V Tromsøju ste bili bolj poleti ali kako? Ali to je bilo? Ja, avgusta. Ja. V Tromsøju imajo tudi Midnight Marathon, to je maraton, ki štarta, mislim, da v polnoči ali pa je polnoči cilj, da sem pomešal, ampak je pa takrat poleti gor polarni dan, se pravi, se praktično nič ne znoči, se pravi, tisti čas, ko si bila ti gor, je bilo prav tako to. Ja, ni noči, skozi je dan. Ja, tudi pol zvečer imaš malo probleme, samo je povsod že tako naštiman, da si narediš tam, no. Tako da, ja, je fajn, je lepo tam. To je noro, no, mislim, tja gor nas vse vleče, pa daleč, pa drago, najbrž, ne, tja prid, pa vse to sfinancirati. Zdaj, reprezentanti v gorskem teku, pa tudi, Sky Race sploh, ste bolj prepuščeni temu, da sami veliko sfinancirate, ali pa praktično vse, ne, vse te vaše ekspedicije, odprave in tekaške maratone. Ja, to v bistvu sem si tudi sama organizirala, sama našla tekmo, vse, kar se pa tiče teh prvenstev svetovnih, pa kar reprezentanca povabi, to pa oni financirajo, tako imamo tudi organiziran, da gremo skupaj in tako. Te Sky Race sem pa v bistvu to tekmo sem si tako naštimala, da ko smo prišli, sem imela naslednji dan tekmo, pa smo šli pa do Lofotnov, še z rentkarjem. Ja, in je bilo noro, vreme je bil cel teden sonce, kar je za tam sreča, ker je vreme, kakršen je tam, tako lahko prideš res tist naliv, ki traja. En teden skup, ja. En teden skup, ja. Tako da je bila sreča, no. Imaš veliko stvari za videti. No super, če se pa čisto manjša ostava v Cermatu, tam v švicarskih Alpah, ko pa teč recimo na 3000-3500 nadmorske višine? Te tle že kaj daje ta višinska bolezen v narekovajih, ker praktično v Sloveniji nad 2,5 praktično tako ne moreš trenirati, tam moraš pa tekmovati in to, bom rekel, ker maratonskih razdaljah na precej višjih nadmorskih višinah. Ja, v bistvu jaz sem šla na 2 tekmi, ena je bila ta Sky Race, je bila prvi let, je bila 50-kilometrska in smo šli na 300 in tam moram reči, da čutiš, no, že tako cel čas težko, mislim, je napor in tako, tam pa še dodatno, seveda zrak je redkejši in se čuti, no, ampak smo bili na tej višini 300, tako bolj kratek čas, no, v bistvu priješ samo na vrh in se pol spustiš in pol tečeš nižje, no, to je samo ena točka, ni tako, da bi pol skozi na taki višini vseh 50 kilometrov. In isto potem čez 2 leti, mislim, da je bil pa ta ekstrem, je pa bilo malo krajša razdalja, smo pa tudi šli na 3200 skoraj višine,
mislim, da. Sam si pravim, jaz takrat itak, že tako dihaš, ne, ti je težko, mislim, je naporno in da bi res zelo čutila, no, še to višino, se mi zdi, niti ne opaziš, ker pač je težko dihaš že tako. že brez te višine dodatne. Že tako se matraš, če se še malo več ali pa ne zaznaš. Ja. Lepo povedano. Ja, to je, mislim, zelo... Bi to razložila, no, se pravim. Zdaj sem pomirjen, v bistvu, če bom kdaj šel na maraton, na 3000, bom tako trpel, zdaj pa, če bom trpel, pa še 20% več je pa itak vseeno, ne. Ker ne bom več zaznal, ker že veš kilast, tako, super. Evo, urica pogovora je za nama, spoštovana Barbara Trunkelj, ceni poslušalci in gledalke, ste videli, kako hitro mine, ko se pogovarjaš z najboljšo slovensko gorsko tekačico zadnjih let, eno najboljših, zelo simpatično sogovornico, ki ima veliko zgodb za povedati, še marsikakšno bi morda prehranila za kdaj drugič, ampak nič ne de. Nekaj imamo še za predelati. Začel bom takole, za ta drugi del, zdaj, ko imaš že toliko maratonskih trail in gorskih preizkušenj za sabo, hkrati si pa s Triglavom, kljub temu, da si imela morilski muskel fiber, pokazala, da zmoreš, bom rekel, tudi v kosu zlaufati 100, 120, 24 ur in tako naprej. In če te že cestni, rekel, maratoni ne vlečejo toliko, te pa morda vlečejo trail in gorski ultramaratoni. Recimo vsako leto hodiš na Istro 42, te kdaj povlekel, ali pa tudi Vipavo, če so pri tem, na daljše razdalje na teh rekel, dirkah. Recimo 100, kaj šele, ali pa 100 mil, če so že pri tem. Me je. V bistvu, kmalu po tej Istri me je tako zagrabilo, da bom šla drug let pa zihar več. In pa sem tudi šla na ta Skyrace 50, ampak nekako zdaj pa ne več. Zdaj pa mi je nekako tisti limit, mislim tako, najdaljša mi je nekako 42 zaenkrat. Se ne vidim nekako v teh 100 in več. Ker v bistvu zato bi pa mogla kar malo več preteči, malo spremeniti način treningov, malo spremljam Uroša, no, ker sem se tudi pripravila, se že lani, mislim, da se tudi zdaj z Luko in zdaj ne trenutno. Ne razmišljam o tem, so mi te krajše bolj pri srcu. No, glede da, ne vem, si z 28 leti, rekel, še zelo mlada v tem, rekel, zahtevnem športu, bi težko rekel, da karkoli zamujaš, še pridejo tvoji časi nedvomno. Ja, vem, da spremljam tudi Luka in Uroša, Uroš je sploh nor s 100-milskimi tedni, zdaj tudi tle meje svojih treningov premika. Luka mi je rekel takrat v pogovoru, da je bolj lene sorte, naredi bistveno manj višincev, in da potem Uroša na dirki kdaj podraži, ko ga prehiti, in da pa Uroš še bolj trenira. Ampak ta dinamika. Tako je, ja. Ta dinamika. A še kdaj trenirate skupaj, ste kdaj, oziroma ste že prej ali pa zdaj se uspete dobiti, pa narediti kakšen trening mogoče skupaj? Bi si želela, da bi se večkrat dobili, pa potrenirali malo. Včasih smo več, no, zdaj pa nekako časovno se kar ne moramo uskladiti. Enkrat celo pozimama z Urošem uspel na Krimit, to je pa v bistvu to. Nič kaj dosti, no. Je bilo prej več tega, no. Smo tudi prej, ko smo za ta tek trojk, smo se dobili skupaj, pa smo šli kakšen tek po Ljubljani narediti in v hribe skupaj in tako, ja. Smo se kar družili, no. Zdaj pa nažalost ne toliko. Mogoče kasneje, daj spet. No, si pa ambasadorka tega traila, Julian Alps Trail se zdaj imenuje v Kranjski Gori. Ali si samo ambasadorka tam tekačica, ali te porabijo tudi za kakšne druge organizacijske napore oziroma kakšna dela? Ne, jaz pridem pa odtečem.
Noč si me ne sposodijo, da bi kaj pomagala. Zdaj enkrat če no. Upam, da nisem dala preči, da izdele v glavo. Ja, upam, da ne. Ampak po mojem ni glih problem, tudi če bi kaj rabili. Okay. Takrat smo šli nek tale video posnet promo. Tako da, se pa zelo rada udeležim te tekme. Mi je bila ena lepših tle pri nas. Tako da, ko me čakam, na to bom šla, če bo vse v redu. Recimo, da septembra držimo pesti. Tako, ja. Jaz sem tudi lanskrat s kolegi smo preizkusili virtualno različico ene od tras in sem bil presenečen, da je dejansko tako lepo in sem rekel, da tja se pa dejansko bi rad vrnil na tekmo. In še na dirki se je pomeril res lušten gorno pod Trupejo poldne in tako naprej, po tistem grebenu dol je fantastično. Tam je sploh lepo, ja. Laufa, tako. Zdaj ti si bila dosti v tujini, videla si te dirke v tujini, nekje si rekla, da je, bom rekel, organizacijski nivo v Sloveniji na visokem nivoju, ampak da imamo pa še rezerve, v primerjavi s tujino. Kaj si recimo mislila s tem? Glede organizacije. Seveda imamo še rezerve. No? Tako recimo, čisto za malo predstavo, mogoče Cermat, je bila ta tekma ekstremno. Tudi za tja smo potrebovali zdravniško potrdilo, ne moreš iti kar tako, malo moraš tudi izkušnje povedati njim. Glavno ne sprejmejo te kar tako na tekmo. Tudi na sami tekmi je bilo skoraj na vsakem vogalu oziroma ovinku so bili kot neke vrste spremljevalci, reševalci in tako, ker imaš par takih odsekov, ki so kar nevarni, no? In je organizacijsko zelo dobro speljano, no? Tudi postojanke, jih je več kot dovolj. Tako da spet take razlike se mi zdi tudi pri nas se zelo trudijo, tako da ne bi dala kakšne posebne, mislim, da bi rekla, da je pa to, se mi zdi, kar fajn funkcionira. Se trudijo in pač veliko naredijo na tem, no, da se to še izboljša. Tako. Se strinjam s tabo, jaz mislim, da v zadnjih letih, ko prihaja ta mlajša generacija, vse zadnje sta Luka, Uroš, pa tudi ti v teku, ste nova generacija, ki prihajate z novim vetrom v jadrih, pa z novimi idejami, kar je zelo dobrodošlo. In se mi zdi, da je bil tudi kvalitativni nivo, pa vse te novosti, ki so uvedene. Jaz sem gledal te vaše promocijske videe, pač to je tisto, kar danes potrebuje ena dobra prireditev, da se naprej predstavi. Poleg tega, da je na dan dirke pač vse na svojem mestu, da je domače, da je pošlihtano, da je, bom rekel, hkrati pa digitalizirano, čim bolj sodobno in mlajšim tekačem tudi prijazno, če smo že pri tem. Tako je, tudi se mi zdi fajn, da malo povabijo tudi tuje tekače, da je bolj konkurenca bolj zanimiva, tako da res, da se naredi tako vzdušje. Fajn. Se mi zdi, to je vedno dobrodošlo. Se ti zdi, da mogoče vsaj v teku nasploh je kao problem, da se mladi ne odločajo, recimo mladi tvojih let ali pa malo mlajši ne odločajo, da se s tekom, kaj je šele z gorskim tekom ukvarjam. Se ti zdi, da je to problem, ali se, bom rekel, s temi prijemi, pa tudi strelj sceno ta zadeva spreminja, da mladina prihaja, bom rekel, raziskovati, če drugega ne. Če že ne cest, pa saj, bom rekel, hribovske potke na en tekaški način. Tako, ja, se mi zdi, da zadnja leta se mi zdi kar dosti to hribolazanje pripomore k temu. Se mi zdi tudi dosta socialna omrežja, da kakšno lepo fotko objaviš, da tudi to še dodatno spodbudi ostale, da v bistvu obiščejo gore. Glede teka, no, se pa tudi mogoče kakšna družba te potegne, pa si rečeš, mogoče zakaj pa ne bi probal, ne, sej v naravi izkoristim to kot neki izlet, pa sej ne rabiš neki, mislim,
ne rabiš vzeti kot tekmo, ampak v bistvu kot nekako, da se preizkusiš v tem. Tako, na tak način. No. Tako da mislim, da to tudi pomaga, no. K tej, se mi zdi, k trail teku, k popularizaciji. Tako je. No, če smo že pri vseh negativnih konsekvencah socialnih omrežij, po drugi strani pa vendarle pomagajo, da širijo glas, dobre fotke naredijo marsikaj. Jaz sem zadnja leta rekel, na marsikajšno dobro fotko trznil in potem šel dejansko malo več raziskovati terene, ki je bila posneta. Recimo, ti si bila v eni anketi oziroma v enem članku razglašena med top 5 gorskih instagramerk v Sloveniji. Mislim, da je bila to edina ženska. Kožar je bil tudi zraven, jasno. Ne? Po mojem je klical tja, pa rekel, zakaj pa meni ni, pa so še nekaj dan hecam se Uroš. Ne, mislim, Kovačič je bil... Ne bo. Uroš, pivo imaš v dobrem, Luka, ti tudi, no tako, ja, da naš ti zameru zdaj. Mislim, da so tam pač Luka Kovačič bil, pa Uroš, pa ti tudi, no, in jasno, ne, da pač poklikaš pač tvoj profil na Instagramu predvsem, ne, in to so fotke terenov, kjer marsikoga tudi, ki morda ni tako resen tekač zamikajo, da bi pa šel pogledati tja. Ti vem, da nimaš časa, morda se posebej na dirkah niti fotkati svoje okolice, ampak mi počasnejši, da se pa ravno to potegne, ne, da bi šli tja, pa si vzeli kakšno minutko, dve, pa to pofotkala. Ne. Tako da socialna mreža so nekaj naredila, no, in če so že pri tvojem Instagramu, drži, da si začetek karantene oziroma lanske pandemije v naših koncih pričakala na drugem koncu sveta? Ja, drži. Ja, sem imela težavo, da se vračam. Ja. Bila sem v Mehiki, ja, prej še Miami na tekmi. Tako da, ja. Tiste fotke z Cancuna, s kjerkoli so že bile dobre, ja. Mi smo tle, ja. Tam je fajn. Mehika, ja, pa pol še, ja, tizdelno, tako. Tulum. Tako. Izvrstno izkoriščeni zadnji dnevi svobode, ja, tako. Zadnji dnevi so bile, ja, zadnji dnevi so bili kar pesti. Ja, napeti smo iskali, kako bi prišli nazaj, ker v bistvu let v Trst je bil odpovedan, oziroma ni bil odpovedan, rekli so, da nas bojo v karanteno zaprli. In takrat še noben ni vedel, kaj je to karantena. Jaz sem si predstavljala, da nas tam v eno bel ta, kako se že reče, šotor zaprejo in smo tam 10 dni. In pa sem nekako pa tekla tam, ne. Nekaj to ne bo šlo, tako da pa nekako smo karte dobili za Ljubljano. Se je vse srečno končalo. Tako. Zgodba, in od takrat smo doma. Sedaj se vsi spomnimo, kje smo bili nazadnje v tujini, preden se je začela ta nesrečna pandemija, in da se bomo to zmer spomnili, tudi če bomo se ostalo pozabili. Lažen smo bili, poleti smo šli v Livinjo, no. Tam je pa tudi noro, za kolo, za tek, vse športe, te outdoor, kar hočeš, tam lahko delaš in je bilo super. Smo en teden pobegnili, ker se je vse odprlo, smo izkoristili. Super. Ja. No, računamo, da se letošnjo poletje tudi odprejo, mogoče za dalj časa, ali pa kar za zimeri. Dajva zdaj proti zaključku še pogledati, kjer je pa tvoja mogoče najljubša trail preizkušnja v Sloveniji? Si jih tudi nekaj preizkušala od, ne vem, Vipave, Kranjske gore in tako naprej, ne? Morda imaš kakšno, ki ti je posebej poleg Kranjske gore, poleg Kranjske gore, da ti še pri srcu? Ja, omeniti moram še Sočo. Aha, tako. Trail, ja, tam je tudi zelo lepo, ponovadi smo tam kar 2 dni. Pa še prespimo, pa gremo drug dan še malo okrog. Pa Vipava isto, zelo lepo. In to je nekako to od teh naših tekm, da mi je tako res lepa panorama. Tako. Ja, še Soča, bi rekla. Lepo. Ja. No, zdaj, kar ko gledam, vidim, da tudi vsakič, ko odprem Facebook, je nova trail
prireditev napovedana od, rekel, obale skoraj do Prekmurja, od Koroške do Dolenjske, tako da se nam zato, če drugega za trail sceno ni bati. Tudi za tekače na njej ne, no, zadnjič bo državno prvenstvo gor dol, seveda smo pogrešali tudi Barbaro Trunkelj, poleg Mojce Koligar, ki je tvoja, rekel, konkurentka zadnja leta. Spremljaš, ki je to svojo konkurenco, tle so, rekel, hitre deklice od Ane Čufer, Tine Klinar, Nuše Mali, jih spremljaš njihov, rekel, razvoj, njihove treninge, sem rekel, je ta scena, ste kaj povezani, prijateljujete, ali ste pač vsak po svoje? Tako, spremljam punce, seveda, so sploh Hana letos čisto rastura. Moram pa reči, da smo mogoče prej bolj, prijateljevali. Tudi tako, pač, ko greš na tekmo, se itak vidiš, podružiš, ali pa če so kakšna ta prvenstva, si itak skupaj tam, tako da smo se vedno imeli super, ko smo šli skupaj in to malo pogrešam, no, zdaj ta let, ko nisem nič tekmovala, no, sigurno. Spremljam pa punce itak skozi in navijam. Super. Mislim, da bodo vesele tam zunaj. Mislim, da se vse spremljate, meni všeč, no, tudi to, že danes sem se pogovarjal in s Kobetom in sprej s fanti in tudi dekleti. Danes je Strava en medij, ki nam, bom rekel, vsakemu rekreativcu prinese na platnu treninge najboljših tekačev v Sloveniji in širše, no. In zdaj, če smo včasih prebirali bukve o tekaških treningih, pa kako se nečesa lotiti, zdaj pač odpreš, ne vem, Stravo, pa pogledaš, kaj dela, ne vem, Barbara Trunkelj, kaj dela 2018, in probaš pač postaviti nekaj v perspektivo in videti, kaj je potrebno pač pravzaprav, da si na tem nivoju, no, tako da to se mi zdi super. Če sem že pri tem, bila si na Štenkcah v državnem in v gorskem maratonu in na cestnem maratonu, zdaj glede na širino vrha, posebej v gorskem teku. Kaj je v Sloveniji težje, postati državna prvakinja v cestnem ali v gorskem maratonu? Ja, dobro vprašanje. Ja, pač tako bom rekla, cestni tek je v bistvu tam imaš bolj številčna udeležba, to zagotovo na Ljubljanskem maratonu, to jih pride res velika, že vsa leta udeležba. Ampak bi pa rekla tako, da mogoče pol res pri tem samem vrhu je pa na obeh področjih, oziroma področjih, ja, panogah, pač kar dobra konkurenca, no, in se ne bi mogla odločiti, kje je težje, no, zmagati. Je pa spet odvisno, ne, tako pač mogoče kakšen let ima kakšno od punc poškodbo in je ni, in pa spet drug, tako vsak let je malo drugačno, tudi malo od tega odvisno, no, konkurenca. Ampak ja, v bistvu pa pri vrhu je tako, se ne bi mogla odločiti, no, kje je težji, ker v obeh primerih težko, jaz mislim. Ko se bova naslednjič pogovarjala in boš enkrat državna prvakinja v cestnem in gorskem maratonu, te bom še enkrat vprašal, pa boš pol povedala post festu, kje je bilo teže, no, bo tako rekla pol, ne, da ne bova preveč zdajle premljevala o tej temi. Dajva reči za finale, Barbara, imaš kakšnega tekaškega idola, vzornico v Sloveniji, v tujini nasploh, ki ti je poseben vzor in ga spremljaš in tako naprej? V bistvu v tujini imam, v bistvu njo vsi poznajo, ta Emily Forsberg, v bistvu, ja, od Kiljana žena, ne, ona mi je taka simpatična in tudi njen način življenja mi je zelo tako všeč. Njo tako, da res spremljam. Drugače pa kaj povem idolov? Pa niti ne, no, se pravim. Ona mi je tako zanimiva, ampak
drugače pa, da bi se prav s kom preveč ukvarjala, to ne. V bistvu. Jaz sem vzljubila gore, pač tako, da sem že od malega hodim v hribe in pač nekako me to celo življenje spremlja in so nekako pol prišle še te tekme zraven in super družba in to mi je v bistvu največ. Tako. To je to. Super odgovor, Barbara. Jaz verjamem pa, da bo Barbara Trunkelj idol in vzornica marsikateri tekatici, ki še prihaja tam zunaj. Zaradi vsega, zaradi življenjske filozofije in dosežkov, ki jih zdaj že imaš za sabo, jih še imaš pred sabo, če so že pri tem. Kakšne plane imaš, kratkoročne, srednjeročne, sigurno imaš, se želiš na polno vrniti, mogoče še pogled onkraj, ne vem, spet se uvrstiti v reprezentanco, še kaj več? Tako bom rekla, si še želim tekmovati, no, sploh teli Sky Raci me kar fajn še vlečajo, no. In tudi glede reprezentance, no, se pravim, bom videla, no, nimam zdaj še nekih čisto začrtanih ciljev in planov, sicer bi jih že mogla imeti, no, ampak sej tudi, če bi me 2018 vprašali, ne bi znala odgovoriti. To pri meni bolj sproti pride, no. Tako, katera tekma se mi zdi zanimiva, pa se prijavim. Sej pravim, malo me še vsem tale poškodba, ker se mi zdi tudi veliko pol že vse skupaj v glavi, da se bojim, no, da bi se karkoli vrnili, če bi spet malo preveč preforsirala in tako. In hočem res pač počasi, pa da se res do konca sanira, tako kot mora, no. Ker je vseeno koleno in vedno rečejo, sem, da te kolena ne bolijo. Tiste pa skozi. To je res. To dejansko ena bolj zagulnih poškodb je koleno, se strinjam. Barbara, jaz ti želim tole rehabilitacijo čim bolj uspešno. Jaz upam, da ti šla tudi ta karantena oziroma pandemija na roke, ne? Pa da vse skupaj se tam zunaj malo umiril, pa da si imela več časa tudi za razmisleke za naprej, pa da boš pač letošnja sezona bo tako okrnjena leto 2022, pa zna biti že kar pestro. Draga Barbara, mi te bomo spremljali definitivno tvojo kariero tekačice še naprej. Super pogovor je bil tole, zelo informativen, zelo simpatičen. Bi morda še sama dodala za konec kakšno misel tam zunaj za vse, ali tiste, ki prihajajo v resen tek, ali rekreativce na splošno, ki imajo morda ravno v zadnjem letu včasih tudi težave z motivacijo. Mogoče misel. Jaz mislim, da to v bistvu ta gorski tek moraš res imeti rad, da to počneš, v bistvu moraš uživati v njem in v bistvu vse ostalo potem pride, no, tudi motivacija in vse skupaj. In predvsem to, no, da uživaš, da ti ni to neko breme in da se preveč obremenjuješ z rezultati, probaš to čim bolj odmisliti in pač sam greš. Tako, da prepustiš. Barbara, super, jaz sem užival v temle pogovoru. Hvala ti za tvoj čas, za tvojo energijo. Hvala tebi. Ti želim pač uspešen trening danes tudi na tvoji 15-kilometrski trasi. Bom pol preveril na Stravi, kako ti je šlo. Danes bom šla, sem šla včeraj. V redu. Res me fascinirajo tisti časi tam v tistih klancih. Si me zmotivirala, da danes naredim še kakšen klanček tudi sam. Kljub tem kislem vremenu ti želim še lep preostanek tega tedna, da se čim prej pač vrneš tudi v tekmovalni ritem. Pozdravljam te v Krku na Dolenjskem. Ostani zagreta za tek in se še slišimo. Srečno, Barbara. Srečno. Adijo. Hvala. Hvala. Čau. Čau.